Mimogrede. Urbano vrtičkanje na valu 202. Urbano vrtnarjenje je vse bolj priljubljeno, v tujini pa tudi po slovenskih mestih. V središču Ljubljane je že nekaj zelenih obdelanih oaz, nekaj celo v stari Ljubljani, tik pod grajskim obzidjem. Kjer se pobočje ozelenelega grajskega griča stika s stavbami stare Ljubljane, so že nekdaj živeli hišni vrtovi nekdanjih meščanov. Za enega od lepših je veljal vrt Božidarja Jakca, ki je imel celo vrtnarja. Vrt je danes sicer zapuščen, nedalec stran pa so še pred leti neugleden in smetmi naslan vrt, stanovalci hiše, ki vrt pripada, med njimi tudi Katja Jurgec-Bricman, očistili in zaprli prehod z grajske strani. Ko sem se pred 5 leti preselila iz dežele sem v Ljubljano, ga nisem znala nekot prav ceniti. In nekot nisem začutila te energije, da bi pa to lahko bil en tak biserček. In moram reči, da sem zdaj ugotovila, da sem pravzaprav tule v Ljubljani pa od vsega najbolj pogrešala prav vrt. Prej sem vedno razlagala, se jaz ne rabim narave, se jaz lahko grem na Rožnik. Ne more se predstavljati, da v nedeljo, recimo, ali kdarkoli v turistični sezoni, ko je res džumbus v centru Ljubljane, je tu čisti mir in sliši samo ptičke in morda tudi rastline. Na vrtu, ki je čisto blizu mestne hiše in robovega vodnjaka, že rastejo solata, buče začimbe in pri Gaji Klarendič priljubljene hortenzije. Se en pregovor pravi, da je vrt dosti cenejši od terapeuta, pa še zastonj paradižnike dobiš. Ja. In jaz tudi mislim, tako navrtiti je, meni je to gnetenje zemlje, pa ko se popacaš, meni je to od mehkega bilo všečno. Pa ne rečem, da je vedno sam luškan, ker zna biti tudi veliko svoje vode pustiš na vrtu, a ne kar naporno delo, ampak zaenkrat mi je to res v veselje. Gaja je sicer doma iz ljubljanskega predmestja in jo kopavanje, sajenje in pletje že prej ni bilo tuje. Kot pravi, je bila najprej, ko sta se s fantom preselila v staro mestno jedro, kar vesela, da ima tega ne bo treba početi. Potem pa sta izvedela, da sta stanovanjem kupila tudi vrt. Mi dva sva hotela predvsem en zeliščen vrt, tako da sva potem vzela že iz preteklih izkušenj sva ugotovila, da nama sejanje ne gre dobro od rok, tako da sva od 2 let nazaj začela kupiti samo sadike, tako da mi dva sva se za tako bolj varno varianto odločila, kar zaenkrat še kar drži. Obdelavi 6 terasic so se pridružili tudi študenti, podnajemniki v stavbi. Nekateri drugi stanovalci niso najbolj navdušeni nad vrtičkarstvom, a kot pravi Katja, je to odlično tudi za druženje. Jaz sem 5 let v tej hiši, v centru Ljubljane, pa nisem poznala recimo sosed, ki jih zdaj srečam na sosednem vrtu, ker to je ena vrsta različnih vrtov in v bistvu sem na vrtu prej spoznala sosede kot pa na ulici. Meni je iz tega sociološkega vidika zanimivo opazovati, koliko smo si različni, tisto, jaz bolj počasi, ta tekmovalnost, ki si jo prej v bistvu nisem predstavljala, sploh pa ne na ravni vrta, to pa res ne. No, čeprav Jakob, to je moj fant, si zadal, da bo tukaj mogoče vidite samo trava, v resnici je pa en kup gradbenega materiala še od spodaj. Za tole je uporabil cel popoldne, za ta dober kubični meter, ker po stopnicah mogoče še nismo povedali. No, pri nas, ko so delavci prišli pogledati vrt, so mislili, da jih zafrkavava, ker so rekli, zakaj hodimo navzgor v 3. štuk na vrt, ne pa navzdol, kakor ponavadi se na vrt spušča. Vrt je kar visok, tako da v bistvu vsaki 2 kangli odpadnega materijala moraš 3 nadstropja prehoditi, ker je kar dober fitness. Tako da takrat, ko je začel, je rekel, da si je kupil poletno fitness karto. Obdelava vrta je torej lahko tudi fitness oziroma deluje protistresno. Kaj pa, če je vrt v središču stare Ljubljane, kjer se je zadnja leta marsikaj spremenilo in morda postalo malo bolj stresno ali pa vsaj nepraktično za na primer dovoz ali odvoz. Drugače so si pa midva že izposojala cizo na trženci, to je taka spet zabavna. Rudel, vsi Ljubljančani vejo, kaj je rudel. Mislim, da so bili Japonci navdušeni nad prizorom, ko so vlekla cizo čez staro mestno jedro. Na vprašanje, kakšna je kakovost zemlje vrtička pod gradom, pa Katja Jurgec-Bricman in Gaja Klarendič odgovarjata, da glede na rast že mora biti kakovostna. Med drugim je imela kar nekaj desetletij časa, da si odpočila in se obnovila. Mimogrede. Sicer pa so slovenski vrtički po eni strani praviloma močno pregnojeni, po drugi pa je ekološka ozaveščenost med vrtičkarji na zavidljivi ravni.
To ugotavljajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, pri katerem že dolgo spremljajo kakovost zemlje in vsebnost fitofarmacevtskih izdelkov na vrtičkih po Sloveniji. Takrat smo, ko smo se prvič tega lotili, ugotovili, da so v bistvu vrtički v Ljubljani več ali manj pregnojeni, to se pravi, da jih vrtičkarji gnojijo veliko preveč. Po drugi strani smo bili pa veseli rezultatov analiz, ki so pa kazali, da praktično ne uporabljajo fitofarmacevtskih sredstev. Prav v nobenem vzorcu tal in tudi ne kmetijskih pridelkov nismo ugotovili nobenega ostanka fitofarmacevtskih sredstev. Janez Sušin se že 20 let ukvarja s pedologijo in gnojilnimi načrti, predvsem za kmetijstvo, no zadnja leta pa tudi za vrtičkarje. Na pobudo mestne občine Ljubljana so lani sistematično analizirali zemljo z mestnih vrtičkov, zdaj pa dognanja deli na srečanjih z vrtičkarji. Ugotavlja, da je pretirana uporaba gnojil na vrtovih predvsem posledica neznanja in miselnosti bolje preveč kot premalo. Rezultati raziskav so recimo na vrtičkih, ko govorimo o preveč gnojenih vrtičkih, lahko bom rekel tudi alarmant oziroma zastrašujoči. Recimo samo mogoče za orientacijo, ko govorimo o fosforju, je optimalna vsebnost fosfor, bo tako v enotah povedala, da bo čim bolj plastična, 13 do 25 enot je optimum za fosfor v tleh. Vse, kar je več kot 40, pomeni v praksi, da mi kot strokovnjaki za gnojenje odsvetujemo gnojenje za prihodnje 4 leta. Recimo rezultati, ki smo jih dobili na vrtičkih ponekod v Sloveniji, pa niso samo nad 40, pa so tudi lahko tam okoli 1000. Nekaj 100. Če prevedemo, v vzorcih je kdaj pa kdaj tudi 500krat preveč fosforja. Vzrok je pa predvsem to, da vrtičkarji nimajo občutka, kako gnojiti majhne površine. In zdaj, če recimo damo primerjavo s kmetovalci, kakšne odmerke mi njim svetujemo za, bom rekel, intenzivno vrtnarstvo, in odmerek, ki ga damo mi recimo priporočimo kmetu, je recimo 20 ton na hektar. Če to preračunamo na površino 10 kvadratnih metrov, kot je velika gredica, to znese zgolj 20 kilogramov. No in mi smo pa pol na izobraževanjih spraševali vrtičkarje, koliko bi pa oni hlevskega gnoja dali na 10 kvadratnih metrov. In so govorili seveda o nekih prikolcah, ki jih pripeljajo na, ne vem, o kakšnih velikih količinah. In podobno je pri mineralnih gnojilih. Mi nekaj 100 kilogramov svetujemo kmetom na hektar, kar pa znese nekaj 100 gramov na 10 kvadratnih metrov. Skratka, osnovni napaka, ki jo delajo nevede vrtičkarji pri gnojenju, je ta, da nimajo občutka, koliko morajo dati na majhno površino. Kakšne pa so posledice pregnojenosti gredic? Prebujno zelenje plodov, ki ne razvijajo plodov, šibka rast drugih, zmanjšana odpornost na bolezni in škodljivce. Skratka, pod črto, slab pridelek. Že mi imamo dostikrat težave pri ugotavljanju, kaj z rastlino narobe. Jaz se velikokrat pohecam na predavanjih pa rečem, da imamo mi agronomi, ki svetujemo gnojenje, precej težje delo kot pa zdravniki. Zato, ker če ste vi vsaj toliko pri sebi, da lahko poveste, kje vas boli, bo zdravnik na tisto se osredotoči, nam pa rastlina nikoli nič ne pove. Problem pri tem je pa tudi to, da so lahko znaki, ki jih mi vizualno vidimo, nas zavedajo na rastlini. Če je pomanjkanje fosforja v tleh, rastlina najpogosteje dobiva neke rdeče odtenke na listih. Sam lahko je pa vzrok za to tudi kakšen drug. In najbolj pogost je vzrok, da so tla prekisla. To se pravi, če se en drug parameter v tleh kislosti, ki je zelo pomemben, ki v bistvu determinira, kako rastlina lahko črpa hranila, nas zavede pri rdečenju listov, da marsikdo zaradi tega začne s fosforjem gnojiti. Ali pa dostikrat se pojavi to, da vrtičkarji kličejo, meni pa veni rastlina. Sem dostikrat se izkaže, da je dovolj zanesljiv ukrep samo, da se zalije, da nimajo dovolj zalito, ali pa tudi, če je preveč zalito. Pol pa dostikrat se zgodi, ko pravijo vrtičkarji, kaj ste pa naredili, kaj je venila rastlina, ja pa sem pa pognojil. Ja kaj pa pol, nič ni bilo boljše, kaj ste pa pol naredil, ja pa sem pa še pognojil, ker sem mislil, da sem premalo dal in s tem se seveda težave sam še kopičijo. Zato se vse več vrtičkarjev odloči za analizo zemlje, na podlagi katere dobijo tudi priporočila, kako ravnati na vrtu v prihodnje. Zdaj, te osnovne analize, na podlagi katerih mi ugotovimo, ali je v tleh osnovnih hranil preveč, ali so tla preveč gnojena ali premalo gnojena, kaj treba z njimi narediti, da bojo rastline boljše rastle. Kemijska analiza je reda velikosti tam 25-30 evrov. Zdaj, med laboratorijo so malenkostne razlike, vendar pa v tem rangu govorimo, skupaj z nasvetom, ki ga potem tudi mi vrtičkarji v pisni obliki napišemo. 30 evrov se morda sliši veliko, ampak ta investicija lahko že v enem letu prinese precejšnje prihranke, pravi Janez Sušin. Jaz vsakemu vrtičkarju rečem, če imate preveč gnojen, pa če plačate kemijsko analizo, pa upoštevate to, kar vam jaz pol rečem, da ni treba gnojiti, boste v hipu prišparali bistveno več z nakupom gnojil, kot pa plačali za teh 25 evrov za kemijsko analizo.
Bolje je torej imeti premalo pognojen vrt, kot s hranili in minerali prenasičenega. Če vas zanima več, naslednji posvet z vrtičkarji bo ta četrtek 11. maja ob 17. v prostorih četrtne skupnosti Šiška. Sonce sije, motika bije. Mimo grede.